Včeraj popoldne se je vlada na Brdu pri Kranju sestala svetovalno skupino pri Ministrstvu za zdravje. Na podlagi ocene trenutnih epidemioloških razmer in tudi mnenja svetovalne skupine je bila sprejeta odločitev, da se država glede na veljavni načrt sproščanja ukrepov nahaja v tako imenovani oranžni fazi. Sprejeti ukrepi, ki jih bosta v nadaljevanju tiskovne konference natančno predstavila minister Hojs in državni sekretar Zajc, veljajo za celotno državo, se pravi tako, kot to predvideva oranžna faza našega semaforja ukrepov, pri čemer je izjema odpiranja turističnih nastanitev, a kot že rečeno, več o tem v nadaljevanju novinarske konference. Pomembna sprememba, o kateri je včeraj odločila vlada, pa je ta, da se v skladu z načrtom sproščanja prihodnji teden odpirajo vrata vseh izobraževalnih ustanov. To pomeni, da bodo znova omogočena predavanja na fakultetah in višjih strokovnih šolah. Priporočen je hibridni model, torej kombinirana izvedba študijske dejavnosti z izvedbo v živo in izvajanjem na daljavo, seveda v skladu z vsemi zmožnostmi in potrebami visokošolskih zavodov. Vrata bodo hkrati z naslednjim tednom odprli tudi študentski domovi. Svojo dejavnostjo pa bodo lahko od prihodnjega tedna dalje v celoti nadaljevale tudi glasbene šole. Sicer pa so tudi včerajšnji epidemiološki podatki nekoliko bolj spodbudni. Včeraj je bilo opravljenih 4258 PCR testov in kar 25628 hitrih antigenskih testov. S PCR testi je bilo včeraj potrjenih 745 novih okužb. Kot bomo videli iz tabele, je bilo število potrjenih okužb včeraj kar nekoliko manjše kot pred enim tednom, ko je znašalo 891. Delež pozitivnih PCR testov je včeraj znašal 17,5%, to je precej manj kot pred enim tednom, ko je ta delež znašal 20,8%. Tudi 7-dnevno povprečje okužb se še naprej počasi znižuje in po danes objavljenih podatkih NIJZ znaša 684, včeraj, če spomnim, je to povprečje znašalo 706. Kar se tiče razmer v naših bolnišnicah, so te nekoliko boljše, dajo upanje, da se bodo tudi razmere v bolnišnicah počasi začele izboljševati. Kljub temu število pacientov, ki zaradi okužbe s COVID-19 potrebujejo bolnišnično oskrbo, še naprej ostaja visoko, a je danes k sreči le nekoliko nižje, kot smo poročali včeraj. Skupaj se tako danes v naših bolnišnicah zdravi 620 pacientov, včeraj pa je to število znašalo 631. Na intenzivni terapiji se danes zdravi 154 pacientov, to je en manj kot včeraj. Sicer pa je bilo v naše bolnišnice zaradi COVID-19 včeraj na novo sprejetih 59 COVID pacientov in prav toliko jih je bilo iz bolnišnic tudi odpuščenih. Tudi včeraj pa smo žal vnovič zabeležili smrti in sicer je v bolnišnicah skupaj umrlo 11 oseb. Vsem svojcem in ostalim bližnjim izrekam iskreno sožalje ob tej izgubi. Poglejmo si še graf, ki prikazuje trend zasedenosti postelj v naših bolnišnicah. Ta prikazuje število zasedenih postelj na navadnih oddelkih, na oddelkih intenzivne terapije in pa seveda tudi skupno število zasedenih postelj. Kot vidite iz grafa, se je krivulja v zadnjih dneh obrnila malenkost navzdol in kot sem že uvodoma povedala, upamo, da to nakazuje na trend, da se bodo tudi razmere v naših bolnišnicah počasi začele izboljševati. Poglejmo si še tabelo, ki prikazuje numerični prikaz podatkov iz naših bolnišnic. Na navadnih oddelkih je zasedenih 466 postelj, to je 10 manj kot dan predtem, se pravi včeraj. Intenzivno terapijo, kot že rečeno, potrebuje 154 pacientov, skupaj pa je danes zasedenih 620 postelj, COVID postelj to pomeni. Preden preidemo k prvi temi novinarske konference, se pravi k odločitvam, ki jih je včeraj sprejela vlada, mi dovolite, da podam še kratko obvestilo. V našem klicnem centru trenutno beležijo močno povečano število klicev. V izogib slabe volje zato vse državljanke in državljane vljudno prosimo za razumevanje in potrpežljivost. Vkolikor zveze ne dobite, poskusite vnovič poklicati še enkrat čez nekaj časa. Kolegi v klicnem centru bodo danes in tudi jutri vaše klice sprejemali med 8 in 18 uro. Sprejmejo resnično vsak klic in odgovorijo na vsako vprašanje,
a včasih žal traja nekoliko več časa, da na vrsto pridejo prav vsa vprašanja. Zato še enkrat, klicni center deluje in bo deloval seveda tudi vnaprej. Vsem državljankam in državljanom, ki potrebujete dodatne informacije, pa se vnaprej iskreno zahvaljujemo za vaše razumevanje in potrpežljivost. Sedaj pa prehajamo k prvi temi novinarske konference, in sicer k spremembam ukrepov in odločitvam, ki jih je v zvezi s tem včeraj sprejela Vlada Republike Slovenije. K besedi zato najprej vabim ministra za notranje zadeve Aleša Hojsa. Izvolite. Torej, najprej bi začel z odlokom, ki ureja omejitve gibanja oziroma prehajanje statističnih mej. Tukaj je potrebno povedati, da bo odlok začel veljati danes ob polnoči, torej v petek nič. Gre pa za eno izjemno bistveno spremembo, torej od danes ob polnoči ni več omejitve prehajanja med statističnimi regijami, glede na to, da je država praktično v celoti v oranžni fazi z nekaj celo boljšimi regijami, smo striktno sledili semaforju in seveda odpravili to omejitev gibanja. Druga pomembna zadeva, ki smo jo včeraj sprejeli, pa je vezana na omejitev združevanja oziroma organiziranih prireditev. Torej na podlagi ocene oziroma sklepa Ustavnega sodišča v preteklem tednu, kot veste, smo ponovno dovolili zbiranja. Kljub zaprosilu Ustavnemu sodišču, da nam posreduje svoje epidemiološka spoznanja oziroma to, kar so v sklepu napisali, da bi lahko z drugimi epidemiološki ukrepi dovolili taka zbiranja, strani Ustavnega sodišča nismo dobili nič, torej ničesar. Zato se seveda zahvaljujem strokovni komisiji, ki pa je to svoje mnenje podala precej jasno, natančno, dokumentirano, torej zapisniško. Nažalost, seveda ne morem govoriti o tem, da je ta odločitev ali pa da bi ta odločitev bila vsem povšeči, glede na aktualno stanje, posebej stanje v bolnišnicah. Se je strokovna komisija odločila, da se zbiranje, torej tudi tisto, ki se odvija na podlagi prijav na upravnih enotah in policije, torej v skladu z zakonom o zbiranjih, omeji na številko 10. Torej, nimamo več številke 100, imamo številko 10. Podobno kot je bilo to zapisano že predhodno oziroma v drugih odlokih, pa gre seveda za zbiranje v zaprtih prostorih, ki je omejeno na eno osebo na 30 kvadratnih metrov, ne več kot 10, in na odprtih prostorih na 10 kvadratnih metrov, ravno tako ne več kot 10 z ustreznimi razdaljami. V zaprtih prostorih so tako kot do sedaj obvezne maske, v odprtih prostorih, na odprtih prostorih pa, kolikor se ta varnostna razdalja lahko zagotavlja, maske niso obvezne. Drugi odlok, ki smo ga včeraj sprejeli, pa je vezan na prehajanje naših meja. Ta odlok začne veljati v nedeljo ob polnoči, torej nedelja nič. Tukaj nekih bistvenih sprememb ni, razen tega, da je stroka predlagala, da se dodatno upoštevajo oziroma priznavajo cepiva, ki so na trgu in ki so bila ustrezno verificirana. Torej gre za dodatno za rusko cepivo, za 2 kitajski cepivi, za indijsko cepivo. Vsa cepiva so navedena v odloku, ravno tako je v odloku navedeno, koliko dni od posameznega odmerka cepljenja je tisti verodostojni datum, ki vam omogoča prehajanje. In pa zadnja sprememba v tem odloku vezana na
lastnike nepremičnin, plovil oziroma objektov v drugih državah. Tukaj se je čas dovoljenega prehoda iz 48 ur povečal na 72, torej ravno tako kot velja test. Moram reči, da sem danes že dobil predvčerajšnjem po stotine mailov, ki so jih organizirano očitno pošiljali lastniki nepremičnin. Danes pišejo, da smo ukinili hitri HAK test, kar ne drži. Torej za lastnike nepremičnin je hitri HAK test, ki ga brezplačno uporabite v Sloveniji, veljaven. Praktično pa to pomeni, da smo iz tistih 48 ur, glede na to, da morate opraviti ali pa da morajo opraviti test, praktično pa to pomeni, da smo ta čas bivanja podaljšali realno za nekih 12 do 14 ur, glede na to, da je čas testosti veljavna ostal nespremenjen, testa ostal nespremenjen, torej 72 ur. Torej, to so bile na kratko ključne spremembe obeh odlokov, če pa so kakšne vprašanja, sem pa seveda na razpolago. Minister, hvala lepa. So morda kakšno vprašanje za ministra? Kot kaže, imamo vprašanja. STA, izvolite. Dober dan, Sonja Poznič Cvetko iz STA. Mene zanima, če lahko bolj konkretno pojasnite to odločitev, torej da ste iz 100 se zdaj odločili za 10 na zbiranje. In čeprav razumem, pač ta omejitev 10 velja tako za shode, kot tudi za druge javne prireditve, slavja, denimo poroke. In me zanima, kako je s to omejitvijo, kako je to predvideno v prihodnje, zdaj v oranžni fazi torej 10, a to pomeni v rumeni 50, v zeleni 100 ali kako drugače. Hvala lepa. Ja, hvala za vprašanje. Torej, v različnih barvah semaforja ni predvidena številka, ki bi natančno definirala tako zbiranja kot prireditve. Te številke bodo določene sukcesivno, skladno z mnenjem strokovne komisije. Kot sem razumel včerajšnjo strokovno komisijo, mislim pa, da bo dr. Logarjeva lahko to bolj detaljno pojasnila. Gre predvsem za problematiko zasedenosti postelj na intenzivni negi, za obremenjenost zdravstvenega sistema in pa seveda tistega dejstva, o katerem govorimo že skozi, da je pač druženje ali pa da je prenos virusa najbolj intenziven tam, kjer je seveda največje število ljudi. Torej, sledili smo striktno mnenju strokovne komisije, kaj pa bo v naslednjih fazah, pa seveda v tem trenutku ne morem povedati. Naslonili se bomo na mnenja strokovne komisije, vkolikor bo ta številka 50, 100 ali pa 200, bomo tem številkam sledili. Hvala lepa. Sledi vprašanje POP TV. Izvolite. Ja, lepo pozdravljeni, Tjaša Dogolin na tej strani. Jaz imam vprašanje za kolegico in sicer zanima me, ali še vedno vztrajate, da nobeden od protestnikov ni prejel globe, ker je nosil dežnik z novoletnimi lučkami in napisom Vladozlom, ali ker bi po tleh pisal skredo, oziroma zakaj pa so potem bili ti ljudje kaznovani? Hvala. Hvala za vprašanje. Torej, moram reči, da se tako na družbenih omrežjih, kot posebej na družbenih omrežjih, in pa seveda tudi v nekaterih medijih, kjer je seveda več 24 ur tukaj, bi rekel, v izraziti ofenzivi, torej vaš medij je en tistih, ki pač poroča o teh stvareh lažnivo ali pa netočno. Torej, dejstvo je, da nihče od protestnikov ni bil sankcioniran ali pa penaliziran oziroma ni bil zoper njega uveden postopek, prekrškovni postopek zaradi tega, ker bi na dežniku imel lučko ali pa ker bi na dežniku pisalo, da je proti tej vladi. Moram reči, da so bili vsi postopki vezani na tako zakon o nalezljivih boleznih, kot seveda na prepoved zbiranja in združevanja, torej skladno z odloki. V tem naj povem seveda, da policija v zadnjih mesecih ali pa bi rekel kar v precej širšem, bi rekel daljšem obdobju, torej morda rečemo celo zadnjo leto, zadeve izvaja zelo strokovno, skladno z zakoni, nič izven zakona. Ob tem je seveda pač potrebno nažalost ugotoviti, da ravno zaradi takih poročanj, kot je tudi vaše, policija v zadnjem letu pač pridobiva neko negativni imidž, negativno sliko, sam pa seveda moram seveda te stvari a priori zanikati. Vse, kar je policija naredila, je naredila v skladu z zakonom. Bo pa seveda vse to, kar je vezano na zakone o prekršku,
na koncu verificiralo oziroma presojalo tudi pristojno prekrškovno sodišče. Tako da še enkrat zanikam navedbe, ki ste jih spraševali. Hvala lepa. Sledi vprašanje Sveta na kanalu A. Izvolite. Manca, se opravičujem, kot kaže, vas ne slišimo. Se bomo vrnili k vašemu vprašanju čez nekaj trenutkov, sedaj pa besedo predajam TV Slovenija. Izvolite. Pozdravljeni, Andreja Gregorič na tej strani. Mene zanima, če lahko nekoliko natančneje opredelite, za katere organizirane prireditve gre, te, ki so omejene na do 10 ljudi, so to, ne vem, tudi recimo kakšne kulturne prireditve in podobno. Pa še glede eno dodatno podvprašanje, glede hitrih antigenskih testov za lastnike nepremičnin in plovil na Hrvaškem. Gre torej samo za podaljšanje obdobja z 48 na 72 ur in to je v bistvu glede tega konkretnega vprašanja edina sprememba. Hvala lepa. Ja, če začnem pri drugem vprašanju, torej dejansko gre samo za podaljšanje časa, ki ga imajo lastniki možnost teh 72 ur koristiti. Povedal sem že, da to praktično pomeni nekih 12 do 14 ur recimo v praksi, kajti vseeno morate narediti test, ki ne sme biti starejši od 72 ur, zato pač ne moremo enostavno reči, da je vse skupaj podaljšano na 72 ur, ampak tistih 48 ur se je podaljšalo od 12 do 14 ur, odvisno koliko hitro pač oziroma kdaj prej naredite test. Kar se pa tiče drugega oziroma prvega vprašanja, je bil pa ta vezan na Prireditve. Na prireditve, ja, hvala. Ja, drži, torej vse prireditve, tudi kulturne, ki so seveda podležene zakonu o zbiranju oziroma prireditvah, vkolikor so prijavljene, bodisi na upravni enoti, bodisi na policiji, so podvrženi tem pravilom, torej še enkrat ponavljam, največ 10 v notranjosti, ena oseba na 30 kvadratov, razen vkolikor so iz iste družine in pa na prostem ena oseba na 10 kvadratov z ustreznimi razdaljami. Hvala lepa. Poskusimo ponovno z gospo Manco Turk. Upam, da bo sedaj šlo. Izvolite. Pozdravljeni, se slišimo? Ja. Slišimo. Super. Najprej me zanima, če sem vas prav razumela, ta odlok, kar se tiče združevanja do 10 oseb, začne veljati prav tako danes ob polnoči. In pa še hitri negativni testi veljajo samo za te izjeme ali tudi recimo, če hočem, ne vem, če hoče nekdo kar tako malo na Hrvaško, ali mora imeti ta oseba PCR test. Hvala lepa. Da, torej drži, ta odlok začne veljati danes ob polnoči, odlok za mejo pa v nedeljo ob polnoči. Kar se tiče pa testov, je pa zadeva zelo lahko razumljiva, torej vsi, ki se vračajo iz rdečih držav in niso izjema, za njih je potreben PCR test. Edina izjema, ki dovoljuje tudi hitri torej HAK test, so v tem primeru to, kar smo spreminjali, lastniki nepremičnin, plovil in objektov na Hrvaškem oziroma v prostoru Schengena in EU, ne v tretjih državah. Hvala lepa. Še eno vprašanje ima TV Slovenija. Izvolite. Še glede tega, ali je v številko 10, če govorimo recimo o kulturnih prireditvah, če so vključeni tudi nastopajoči. To sicer ni odlok, ki ga pripravljam jaz, to je odlok, ki ga je pripravil oziroma ga bo pripravil minister za kulturo. Kot je meni, bi rekel, poznano, ampak mislim, da boste mogli njega vprašati, je to 10 brez nastopajočih. Naslednje vprašanje zastavlja Žurnal 24. Izvolite. Ja, lepo pozdravljeni, Sergeja Hadner, hvala. Jaz ne vem, če sem prav razumela. Skratka, tisti, ki imajo na Hrvaškem nepremičnino, potrebujejo za prehod meje HAT test, ostali pa PCR test. Zdaj vemo, da je HAT test pač brezplačen in da ga lahko uporabi kdorkoli. PCR test pa to ni, je plačljiv in stane, ne vem, do 100 evrov.
Pa me zanima zdaj, če sem jaz to prav razumela, če lahko pojasnite, zakaj je torej taka razlika med tistimi, ki imajo nepremičnino in tistimi, ki je nimamo. Hvala lepa. Ne, ni razlike. Za vse, ki odhajajo v rdeče države, je predpisan ob povratku PCR test. Torej za vse. Za lastnike nepremičnin, plovil in vseh ostalih, pa je v odloku izjema, ki dovoljuje, da lahko potujejo na svoj objekt za nujne popravila, za vse, kar morajo narediti, ali pa ni samo ta izjema, izjema je tudi recimo za oskrbovane člane družine ali pa tistih, ki so potrebni pomoči na Hrvaškem, pa seveda je dovoljena oziroma je predviden tudi hitri antigenski test, torej ta, kot ste povedali, da je za naše državljane pri nas brezplačen. Zakaj je ta razlika? Strokovna komisija ocenjuje in seveda sam moram temu potrditi, seveda, da je rizična stopnja teh, ki odhajajo na svoje nepremičnine, oziroma tistih, za katere ne vemo pravzaprav, kam odhajajo. Tudi lastniki nepremičnin so nam, kot sem povedal, v stotinah mailov razložili, da grejo zgolj na svojo nepremičnino, da se ne družijo, da ostajajo v svojem mehurčku. Zato je seveda razumljivo, da je ocena, da je v tem primeru HAK test zadovoljiv. Zakaj pa en ali pa drug, pa je verjetno tudi jasno. Kakorkoli obračamo, je PCR test nedvomno veliko bolj zanesljiv, medtem ko pa HAK test ne moremo govoriti o tako visoki zanesljivosti. Hvala lepa tudi za to pojasnilo. Kot kaže, ni več vprašanj, tako da minister, hvala lepa. Medtem ko na oder stopa naš drugi današnji gost, se boste zamenjali še naši tolmački. Med nami še enkrat lepo pozdravljam državnega sekretarja Zajca iz Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo. Tudi vas prosim za vašo predstavitev. Izvolite. Spoštovani, dober dan tudi v imenu našega ministrstva. Na včerajšnji seji vlade smo sprejeli nov odlok o začasni prepovedi ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom, ki velja od 24. aprila do vključno 2. maja letos. V vseh statističnih regijah se podaljšujejo izjeme, ki so trenutno v veljavi, torej ohranjamo sprostitev storitvene in trgovinske dejavnosti. Dodatne izjeme, ki smo jih sprejeli, pa nam v luči prihajajočih praznikov prinašajo novo mero optimizma. V 9 statističnih regijah, to so Podravska, Koroška, Savinjska, Zasavska, Posavska, jugovzhodna Slovenija, osrednja Slovenska, Primorsko-Notranjska in Gorenjska, se določa izjeme, ki veljajo za oranžno fazo sproščanja ukrepov. V teh statističnih regijah se pod določenimi pogoji dovoljuje opravljanje gostinske dejavnosti, priprave jedi in pijač ter strežbe na terasah in vrtovih gostinskih obratov. V statističnih regijah Pomurska, Goriška in Obalno-Kraška pa veljajo izjeme, ki so določene za rumeno fazo sproščanja ukrepov. Zato se pod določenimi pogoji tam sprošča tudi opravljanje gostinske dejavnosti v gostinskih obratih, vendar le pod pogojem testiranja potrošnikov ali dokazila o prebolelosti ali dokazila o cepljenju, pri čemer obratovanje nočnih klubov, barov in diskotek ni dovoljeno. Novost je, da se v vseh regijah dovoli ponudba nastanitvenih storitev v nastanitvenih obratih do 30 nastanitvenih enot. In to ne glede na velikost nastanitvenega obrata, pod pogojem predložitve dokazila o testiranju potrošnikov, dokazila o prebolelosti ali dokazila o cepljenju. To vključuje tudi ponudbo programov za dobro počutje, ki jih nastanitveni obrat ponuja za svoje goste. Za goste v nastanitvenih obratih je pod določenimi pogoji dovoljeno opravljanje gostinske dejavnosti na terasah in vrtovih gostinskih obratov in v sobah, naprimer sobna strežba, ter za osebni prevzem jedi in pijač. Vendar pa je za izvajanje te dejavnosti potrebno upoštevati določene pogoje. V notranjosti gostinskih obratov, ki so dovoljene v 3 rumenih regijah, in v nastanitvenih obratih so lahko le gostje, ki imajo enega od 4 dokazil.
Prvič dokazilo o negativnem rezultatu PCR ali hitrega testa, ki ni starejši od 48 ur, ali dokazilo o pozitivnem rezultatu testa PCR, ki je starejši od 10 dni, razen če zdravnik presodi drugače, vendar ni starejši od 6 mesecev. Ali potrdilo zdravnika, da so preboleli COVID-19 in od začetka simptomov ni minilo več kot pol leta. In še dokazilo o cepljenju zoper COVID-19, s katerim dokazujejo, da je od prejema drugega odmerka cepiva proizvajalca Pfizer preteklo najmanj 7 dni, pri Moderni, Sputniku, Sinovac, Bioteku in Sinopharmu pa najmanj 14 dni. Prvega odmerka cepiva proizvajalcev AstraZeneca in Serum Institute of India AstraZeneca pa mora preteči najmanj 21 dni, od odmerka cepiva proizvajalca Johnson & Johnson pa mora preteči najmanj 14 dni. Ta pogoj pa ne velja za goste nastanitvenih obratov, ki še niso dopolnili 15 let in bivajo skupaj z ožjimi družinskimi člani oziroma skrbniki v nastanitvenem obratu. Dokazila o testiranju se upoštevajo, če so bila izdana v državah članicah Evropske unije, državah članicah Schengenskega območja, Združenem kraljestvu Velike Britanije in Severne Irske ali Združenih državah Amerike. Opravljanje gostinske dejavnosti, priprave in strežbe jedi in pijač v gostilnah v gostinskih obratih je še naprej dovoljeno med 7. in pa 19. uro. Časovna omejitev opravljanja dejavnosti pa ne velja za dejavnost priprave in dostave jedi in pijač v sobe oziroma druge oblike nastanitvenih enot v nastanitvenih obratih, naprimer sobna strežba, ter za osebni prevzem jedi in pijač. Ostali pogoji, ki morajo biti upoštevani pri izvajanju gostinske dejavnosti in veljajo tako za terase in vrtove, kot v gostinskih obratih, pa so sledeči. Gostje morajo zapustiti gostinske obrate najpozneje v 30 minutah po koncu dovoljenega opravljanja gostinske dejavnosti in priprave in strežbe jedi in pijač. Strežba jedi in pijač je dovoljena le za mizami, torej tako imenovana sedeča postrežba in ob upoštevanju razdalje med osebami najmanj 1,5 m in najmanj 3 metrov med robovi miz. Za eno mizo pa lahko sedijo največ 4 osebe. Potrebno je zagotoviti odstranitev oziroma prilagoditev uporabe predmetov v skupni uporabi, naprimer sladkor, začimbe in tako naprej, tako da se jih ne bo zaporedoma dotikalo več gostov. Največje število oseb, ki so lahko hkrati v gostinskem obratu, je odvisno od velikosti gostinskega obrata, upoštevajoč vse pogoje in zahteve za varno izvajanje gostinske dejavnosti strežbe jedi in pijač. Prav tako mora biti to število jasno in vidno prikazano ob vstopu v gostinski prostor. Potrebno je zagotoviti tudi razkuževanje rok za goste pred vstopom in ob izstopu v gostinski prostor ter redno razkuževanje miz pred menjavo gostov za mizo. Zaposleni in gostje morajo ves čas imeti nameščene maske, razen ko sedijo pri mizi. Za uporabo toaletnih prostorov gostinskega obrata, ki imajo na vidnem mestu poleg mila tudi ustrezno razkužilo, je potrebno nositi masko. Pri opravljanju gostinske dejavnosti, priprave in strežbe jedi in pijač v gostinskih obratih se morajo upoštevati vsa higienska priporočila NIJZ-ja pri izvajanju gostinske dejavnosti za preprečevanje širjenja okužb s koronavirusom. Gostinsko dejavnost lahko izvajajo le zaposleni, ki enkrat tedensko izvedejo testiranje s PCR ali hitrim testom in imajo seveda negativen rezultat testa. Tedensko testiranje za zaposlene ni zahtevano, če imajo katerega od 4 dokazil, ki velja tudi za goste nastanitvenih obratov. Kot že omenjeno, odlok začne veljati to soboto, 24. aprila 2021. Določila in pogoji, ki zadevajo opravljanje gostinske dejavnosti, pa se začnejo izvajati od ponedeljka 26. aprila, torej za namestitvene obrate od 26. aprila. Odpiranje gostinskih in nastanitvenih dejavnosti po vsej državi je zagotovo velik in dobrodošel premik v smeri ponovnega zagona ter revitalizacije domačega in tujskega turizma. Prvomajski prazniki so pred vrati in z njimi možnost, da jih izkoristimo za krajši oddih v naših krajih,
Tisti, ki turističnih bonov še niste izkoristili, imate sedaj tudi to priložnost, da jih letos unovčite. Željo, da bodo dejavnosti, ki jih sedaj sproščamo, ostale odprte in tudi po koncu prvomajskih praznikov, pozivam, tako kot vsakič, tako ponudnike storitev kot tudi goste, da spoštujete preventivne ukrepe, saj lahko na ta način onemogočite širjenje virusa. Naj bodo torej prazniki dopustniško obarvani in sproščeni, a vseeno tudi varni. Hvala. Hvala lepa. Je morda kakšno vprašanje za državnega sekretarja? Kot kaže, so vprašanja. Pop TV bo zastavil prvo. Izvolite. Lepo pozdravljeni, Tjaša Dogolin, še enkrat na tej strani. Najprej me zanima, kdo bo preverjal statuse teh testiranih prebolevnikov in cepljenih, kdo bo za to pristojen v turističnih nastanitvah in tako naprej. Drugič me pa zanima, zakaj je omejitev pri odpiranju turističnih kapacitet na število sob, ne pa recimo na odstotek. Ker en mali hotel je lahko zdaj poln, en velik 180 sobami pa ne bo odpiral, ker se mu pač preprosto ne splača. Hvala. Torej, podobno kot pri ukrepu pri žičničarjih se test preveri pri osebju. Zdaj, zato, da smo lahko začeli z odpiranjem nastanitvenih obratov, smo morali seveda zamejiti število ljudi, ki pride na en objekt. To smo storili na način, da smo določili, kolikšno število sob oziroma posameznih enot je lahko zasedenih. In to ne glede na velikost objekta, gledamo iz smeri virusa. Hvala lepa. Sledi vprašanje Sveta na kanalu A. Izvolite. Lepo pozdravljeni, Manca Turk na tej strani. Zanima me, kako je s kempi, hostli in termami. Torej, ali se kempi lahko odpirajo, kakšne so tam omejitve. Enako, kako je v hostlih, tam vemo, da je več postelj v eni sobi. Ali je to omejeno, ne vem, na isto gospodinjstvo, in pa ali so kakšne razlike oziroma kakšne so razlike odpiranja nastanitvenih obratov v rumenih in pa v oranžnih regijah. Hvala. Torej, nastanitvene obrate odpiramo malenkost hitreje, kot bi jih po semaforju, zato razlike med regijami ni. Za vse so enaka pravila, enake zahteve. Torej, ne glede na kemp ali kakršnokoli drugačno nastanitveni objekt, velja pa tista pravila, torej, da je oseba ali prebolela, ali je cepljena, ali ima negativni test. Ostalih omejitev dodatnih ni, veljajo tako kot posod drugje, torej razdalja, število ljudi na prostor in tako. Hvala lepa. Tudi TV Slovenija ima vprašanje. Izvolite. Jaz bi v bistvu dopolnila, pozdravljeni za začetek, dopolnila vprašanje Mance, in sicer, ker v odloku je napisano oziroma v sporočilu, da so neke razlike med nastanitvami v oranžnih in rumenih regijah. Nekje je pogojeno z velikostjo, pri obeh piše, da gre za 30 nastanitvenih enot. Poleg tega me še zanima, omenili ste teh 48 ur od opravljenega testa, ki se ga pokaže, če se želi priti do namestitve, ali je 48 ur, to pomeni, da bo lahko nek gost, ko opravi test, lahko bival 48 ur, oziroma pač kakšna je časovna omejenost veljavnosti tega testa. Kateri test mora to biti, ali mora to biti hitri antigenski test ali PCR test. Kaj je z zdravilišči, če imajo že zasedenih 30 sob, ali se to všteje v to kvoto, kaj pa pač še z bazeni v zdraviliščih, bodo ti odprti in na kakšen način? Mislim, da je to. Hvala. Veliko vprašanj, mogo bi si pisati, upam, da bom vse odgovoril, če ne me še enkrat potem spomnite. Glede zdravilišč, tisti, ki pridejo na podlagi napotnice, se ne vštevajo v to kvoto, torej je 30 sob potem dodatno dovoljenih. Za vse goste nastanitvenih obratov jim je dovoljeno ponujati tudi storitve za dobro počutje, kar pomeni tudi bazene, ampak samo za goste. Ni razlik med zahtevami med rumenimi in oranžnimi regijami, torej glede namestitvenih obratov so pravila za vso Slovenijo enaka.
A sem še kaj spustil? 48 ur pa PCR. Aha, test ni važen, kakšen je, lahko je hiter, lahko je PCR. Pomembno je, da ni starejši od 2 dni, ko se oseba prijavi v nastanitveni urad. Hvala lepa. Sledi vprašanje žurnala 24. Ja, lepo pozdravljeni. Jaz bi rada vprašala glede hitrih in PCR testov. Me zanima, kdo jih mora v bistvu zagotoviti. A je to gostinec, a je to hotelir oziroma a je to oseba, ki prihaja oziroma potrošnik. Potem me zanima, zakaj ste se odločili, da so lahko terase odprte do 19. ure, kaj se bi v bistvu po tej 19. uri, mislim, kaj so argumenti za to, da niso odprte dlje. Pa zdaj ne vem, če sem čisto dobro razumela, rekli ste, da morajo pač tisti, ki so prišli nekam na hrano, pijačo, po 30 minutah zapustiti lokal. A je to mišljeno za notranjost lokala ali tudi za teraso? Hvala lepa. Torej, kdo zagotovi testiranje, s tem odlokom ne urejamo. Zahteva edino je, da oseba, ki se prijavi v takšen obrat, če ni cepljena oziroma če ni prebolela bolezni, potrebuje takšen izvid. Sama izvedba pa potem je pa ne določamo v samem odloku. Glede pogojev, tako časovnih, kot v kakšnem času morajo potem gostje zapustiti teraso, tega nismo spremenili. To že ves čas velja na predlog svetovalne skupine. Hvala lepa. Sledi vprašanje časopisa Slovenec. Izvolite. Pozdravljeni, gospod državni sekretar Alenka Gavrovič, časopis Slovenec. Jaz sem imela 2 vprašanji. Prvo, ali to pač pomeni oziroma je napoved, kako bojo tudi izgledale naše poletne počitnice na podoben način, da se bo odpiralo, pa da bo odprtih do 30 sob. Hkrati me pa pod drugo vprašanje bi se navezala na Manco in kolegico še odprej. Ni mi najbolj jasno, recimo hotel, ki ima 150 sob, bo lahko odprl zdaj 30 sob, ne vem, hostel, ki ima 1 sobo, pa noč spravi 30 ljudi, bo lahko to sobo polno na polno, enako velja potem za gorske koče in nastanitve. Hvala. To ni napoved za poletje. Jaz upam, da če bo trend spopadanja z epidemijo tako ugoden, kot zdaj kaže, da bomo ta pravila v soglasju z svetovalno skupino in z Ministrstvom za zdravje lahko prilagajali, z drugimi besedami lahko rahljali. Ampak v tem prvem koraku, ko smo še daleč od zelene faze, pa je potrebna večja previdnost, če želimo, da imamo potem poletno sezono bolj brezskrbno in z manj omejitvami. V tem trenutku pa za prvi korak ostajajo takšna navodila in takšni pogoji. Glede drugega vprašanja je pa tako, kot ste povedali, ni važno, kako velik je drugače objekt. Začeli smo z 30 enotami, upam, da bomo to številko potem dvigovali. Hvala lepa. Še eno vprašanje ima TV Slovenija. Gospa Andreja, izvolite. Hvala. Samo še eno dopolnitev, prosim. Se pravi, to, ko smo govorili o veljavnosti testov, velja in za nastanitve in za notranjost gostinskih obratov, se pravi teh 48 ur in to, da ni pomembno, ali je test PCR ali HAK. Hvala. Tako je, pravilno. Hvala lepa. Kot kaže, ni več nobenih vprašanj. Državni sekretar, se vam zahvaljujem za vaš nastop in vsa pojasnila. Hvala lepa. Na oder pa sedaj vabim naslednjo gostjo. Z nami je danes, kot že uvodoma napovedano, tudi docentka doktorica Mateja Logar, vodja svetovalne skupine pri Ministrstvu za zdravje. Pozdravljeni še enkrat, izvolite. Ja, lepo pozdravljeni. Kot ste že slišali pri predhodnih govornikih, se stanje v Sloveniji na srečo, kar se tiče števila novo odkritih okužb, umirja. Žal še vedno vztraja precejšen pritisk na bolnišnice, ampak glede na to, da vemo, da se stanje v bolnišnicah začne umirjati nekoliko zatem, ko se začne umirjati v splošni populaciji, smo se odločili seveda v skladu z
semaforjem sproščanja ukrepov, da lahko v tem trenutku seveda nekatere ukrepe začnemo sproščati. Slovenija je v oranžni fazi, tako kar se tiče števila okuženih, kot kar se tiče števila hospitaliziranih bolnikov, in za oranžno fazo je bilo že po predhodnem vladnem semaforju predvideno združevanje do 10 ljudi, kar se seveda tudi v tem trenutku sprošča. Predhodno smo se dogovarjali za sproščanje turističnih dejavnosti in gostinskih dejavnosti pretežno v rumeni fazi. Glede na predlog, ki je bil posredovan, da se sproščajo v oranžni fazi, smo se dogovorili za to, da so tukaj upošteva načelo testiranja, cepljenja oziroma prebolevništva. To so ukrepi, ki jih uvajajo že tudi v drugih evropskih državah in v tej fazi, v kateri trenutno smo, omogočajo vsaj delno povrnitev v normalnejši način življenja oziroma v življenje, kot smo ga bili vajeni. Podobni principi, se pravi tega testiranja, cepljenja in prebolevništva, se bodo v naslednjih tednih, dnevih začeli upoštevati tudi pri ostalih dejavnostih, se pravi pri sproščanju na področju kulture. Tako da tukaj se bomo s posameznimi ministrstvi potem pogovarjali, kako bo z njihove strani najbolj varno in učinkovito, da se bodo te ukrepi tudi upoštevali. Kar bi želela poudariti in kar sta tudi že pred mano oba govornika poudarila, je to, da kljub temu, da se ukrepi sproščajo, da so sedaj možne dodatne dejavnosti, se moramo zavedati, da je virus še vedno med nami. Če na hitro preračunamo, se pravi, da imamo trenutno okrog 10 000 aktivnih primerov, vsaj teh, ki so potrjeni. To pomeni, če imamo združevanje, je to pri 100 ljudeh vsaj 2 pozitivna, če pa upoštevamo še statistiko, pa seveda to število lahko naraste tudi do 4 ali 5. Zaradi tega smo se odločili, da ostanemo pri številu 10, kar se tiče sproščanja, kjer je verjetnost, da bomo imeli nekoga, ki je okužen v takšni skupini, bistveno manjše, kot če dovolimo združevanje večjega števila ljudi. Vsekakor tudi pri tem številu 10 veljajo enaki ukrepi kot do sedaj, se pravi ali vzdrževanje fizične distance v zunanjih prostorih in kadar to ni mogoče, nošnja maske v zaprtem prostoru, razkuževanje rok, razkuževanje površin in pa pri zaprtih prostorih tudi skrb za ustrezno zračenje oziroma prezračevanje. Vsekakor, kar je še pomembno, je pomembno to, da kadar smo bolni, ne hodimo in se ne družimo z drugimi, ampak ostanemo doma, se dogovorimo za čimprejšnje testiranje, da vidimo, kakšen je naš status, ali smo pozitivni ali nismo. Tudi če smo negativni, to še ne pomeni, da lahko zdaj, ko imamo negativen test, hodimo naokoli, se pravi, dokler smo bolni, velja, da ostajamo doma in se izogibamo dodatnih stikov. Hvala lepa. Doktorica Logar, hvala tudi vam. Preden se lotimo vprašanj, se boste zamenjali naši tolmački, ki sta to opravili izredno hitro, zato predajam besedo sedaj Svetu na Kanalu A. Izvolite. Lepo pozdravljeni, Manca Turk na tej strani. Zanima me glede teh okužb v DSO-jih, ki smo jim priča v zadnjem tednu, dveh. Zanima me, kdaj bi po vašem mnenju morali cepiti ponovno stanovalce DSO-jev, ki zdaj zbolevajo očitno z novimi sevi, in pa ali veste za kakšen primer hospitalizacije osebe, ki je že bila cepljena in je potem zbolela, stanje pa se je poslabšalo do te mere, da je potrebovala bolnišnično oskrbo. Hvala lepa. Hvala za vprašanje. Tukaj bi vas popravila, ne gre za okužbo z novimi sevi. Tele oskrbovanci v Trboveljskem domu za starejše so okuženi s čisto klasično varianto. Tako da tukaj ne gre za to, da bi šlo za težavo v tem, da se je pojavila recimo južnoafriška varianta. Faza raziskave oziroma pojasnjevanja teh primerov še ni zaključena.
tako da tukaj moramo preveriti, kako je bilo z samim potekom cepljenja in pa kakšni so bili ukrepi oziroma kakšen je bil v tem trenutku vnos, kdo je pravzaprav bil tisti prvi in zakaj je prišlo do tega, da je takšno veliko število oskrbovancev se okužilo. Na srečo gre pri vseh za blago obliko bolezni, ki ne zahteva hospitalizacije. Po ostalih domovih, kjer so še posamezni primeri, so pa v resnici posamezni primeri, predvsem oziroma delno pri že cepljenih, delno pa pri tistih, ki so bili na novo sprejeti v domove in še niso bili cepljeni. V bolnišnici pa trenutno nimamo nikogar, ki bi po cepljenju zbolel s tako hudo obliko, da bi bila potrebna hospitalizacija. Hvala lepa. Sledi vprašanje TV Slovenija. Izvolite. Pozdravljeni, Andreja Gregorič na tej strani. Zdaj v bistvu po tolikih tednih omejitev zgleda to eno zelo veliko sproščanje. Ali to v bistvu pomeni, da je že luč na koncu tunela, da torej smo blizu konca tretjega vala? Hvala. Ja, zdaj sproščanja zgledajo zelo velika, ampak kljub temu so tukaj, bomo rekli, varovalke oziroma varnostni mehanizmi. Se pravi, kljub vsemu tukaj smo vztrajali na tem, da je potrebno dodatno testiranje oziroma dokazi prebolevništva ali cepljenja, ker s tem bomo vsekakor vseeno zmanjšali verjetnost vnosa v takšen nastanitveni objekt oziroma gostinski lokal. Luč na koncu tunela, ja, ena taka majhna se svetlika in upamo, da bo iz dneva v dan večja in da se ne bo nam kakšen ovinek dodatno pojavil v tem tunelu. Hvala lepa. Tudi Žurnal 24 ima vprašanje. Izvolite. Ja, lepo pozdravljeni. Sergeja Hadner, jaz bi vas par stvari vprašala. Najprej me zanima, zakaj se pri Pfizerju in Moderni zahteva 2 odmerka, da smo oproščeni testa, pri AstraZeneca pa je dovolj 1 odmerek. Potem me zanima, kaj menite o možnosti prekinitve karantene po prihodu iz rdeče države. Zdaj pač ni možna prekinitev s PCR testom oziroma zakaj ni možna prekinitev s PCR testom glede na to, da pa velja PCR test, če ga naredimo v tujini. Tretja stvar, ki me pa zanima, pa je povezana z cepljenjem maturantov. Zanima me, zakaj bodo cepljeni z AstraZeneca, zdaj ko je na razpolago Janssen, cepivo Janssen, za katerega je potreben samo 1 odmerek in ki tudi začne učinkovati, kolikor vem, bistveno prej kot AstraZeneca. Hvala lepa. Kar se tiče tega, kdaj je kakšno cepivo učinkovito, gre tukaj za podatke proizvajalca, kdaj se pojavi ustrezna koncentracija protiteles, ki jo lahko smatramo za zaščitno. Pri cepivu AstraZeneca je dokazano, da se pač po približno 3 tednih stvori dokaj visoka koncentracija protiteles, ki že velja za zaščitno. To pomeni, da smo že samo z 1 odmerkom sorazmerno dobro zaščiteni, kar je podobno kot po cepivu Johnson & Johnson oziroma Janssen, kjer zaenkrat proizvajalec pravi, da zadošča samo 1 odmerek, medtem ko pri AstraZeneca je ta drugi odmerek nekoliko odmaknjen in se cepimo šele po 12 tednih od prvega odmerka. Zato so pač razlike, ker različna cepiva nekoliko različno vplivajo na naš imunski sistem in so tukaj med vektorskimi in mRNA cepivi takšne razlike, da je pri mRNA cepivih potrebno prejeti 2 odmerka, preden stvorimo zadostno zaščito. Pri vektorskih cepivih, kjer so se pravi cepivo AstraZeneca, Johnson & Johnson, Sputnik, pa pravzaprav že po 1 odmerku, po približno 14 dneh do 3 tednih stvorimo toliko protiteles, da smo lahko zaščiteni. Kar se tiče cepljenja maturantov, je pravzaprav tukaj stvar, ki jo je predlagala posvetovalna skupina za cepljenje, da se cepijo s tistim cepivom, ki je na voljo na cepilnem mestu in mislim, da ni bilo posebej poudarjeno, da bodo cepljeni samo s cepivom AstraZeneca. Za cepivo Johnson & Johnson v trenutku, ko smo se odločali, pravzaprav še ni bilo jasno, kako se bo Evropska agencija za zdravila odločila, tako da to je težko potem vnaprej planirati, ali bo cepivo že odobreno za uporabo ali ga bomo še vedno imeli v karanteni. To je bil glavni razlog, zakaj se to ni predvidelo.
Hvala lepa. Sledi vprašanje STA. Izvolite. Dober dan, Sonja Poznicvetko iz STA. Mene pa zanima, glede zbiranja, pojasnili ste, zakaj ste se odločili za številko 10 in ne 100, kot je to veljalo v tem tednu. Pa me zanima, če lahko vendarle napoveste, kako načrtujete to nadaljne sproščanje v prihodnje v rumeni in zeleni fazi, oziroma kdaj ocenjujete, da bi lahko prišli na podlagi katerih kriterijev do številke 50, 100? Rumeno fazo je bilo do zdaj predvideno sproščanje oziroma omogočanje združevanja do 50 ljudi. Zdaj bomo videli, kako se bodo stvari razvijali. Tudi v tej smeri smo razmišljali o tem, da bi bilo možno združevanje večjega števila ljudi, se pravi, govorimo o številkah 30-50, ob upoštevanju teh 3 kriterijev, se pravi cepljenost, prebolevnost in pa negativni testi. O tem se moramo še dodatno pogovoriti, zaradi tega, ker tukaj se pojavi potem, tako kot je bilo že prej vprašanje, kdo bo to nadzoroval, je treba potem tudi tukaj dobro premisliti, kakšen bo nadzor nad temi ukrepi, ker vemo, da v jesenskih mesecih je bilo recimo na raznih osebnih druženjih, porokah stvar organizatorja, se pravi posameznika, da je vodil seznam, pa vemo, kako je bilo potem s temi seznami, kako je bilo z številom ljudi, ki so se udeleževali takšnih srečanj. Trenutno je faza epidemije še takšna, da nam kakšnega hudega razkošja ne omogoča. Vedeti moramo, da je število okuženih še vedno veliko in je bistveno večje, kot je bilo v poletnih in jesenskih mesecih, ko smo takšen sistem lahko prakticirali. Hvala lepa. Pa še enkrat TV Slovenija, prosim. Ja, še enkrat, Andreja Gregorič. Mene zanima, če se obetajo v kratkem kakšna nova navodila cepilnim centrom, da se torej starostna meja zniža na naslednjo skupino, na skupino od 50 do 60 oziroma 59 let. Ste mogoče tudi o tem že kaj govorili oziroma kdaj pričakovati to spremembo, ker namreč s terena že prihajajo informacije, da so ponekod že tako napredovali, da bi lahko nadaljevali naprej cepljenje, ampak ga ne morejo, ker navodil ni. Kakor je to, mislim, da že kar precej proti koncu debate, da se prestavi starostna skupina, se pravi na 50 plus, tako da to bo v naslednjem tednu, če ne pa po 1. maju, vsekakor izvedljivo in potem, ko se pocepi ta skupina, se dodatno širijo indikacije. Hvala lepa. Pa še enkrat Žurnal 24, izvolite. Ja, jaz bi prosila, nas zanima glede PCR testa in karantene. Skratka, če opravimo PCR test v tujini, nam karantena ni odrejena, medtem ko karantene s PCR testom ne moremo prekiniti. Pa me zanima, če lahko to pojasnite. Hvala lepa. Ja, trenutno je navedeno tako, da se karantene ob prehodu meje in tudi ostalih karanten ne da prekinjati z negativnim PCR testom. Ko bodo izpolnjeni še nekateri pogoji, je predlog svetovalne skupine, da se bo lahko obvezna karantena, ki bo izdana na meji, prekinila z negativnim PCR testom, ampak zaenkrat teh pogojev, da bi to lahko izvedli, trenutno še ni, tako da čakamo na posodobitev oziroma spremembo zakona. Hvala lepa. To je bilo tudi zadnje vprašanje, tako da se vam v tem trenutku zahvaljujem za vaš nastop danes. Hvala lepa in lep dan. Tudi vam nasvidenje. Na oder pa sedaj vabim še našega zadnjega gosta danes. Z nami je danes gospod Milan Krek, direktor NIJZ, ki ga še enkrat lepo pozdravljam med nami in mu predajam besedo. Izvolite. Hvala lepa in lep dober dan in želim vam že zdaj lepe praznike. In bi začel z mostom. Potrebujemo zelo dobro povezavo v družbi in most je ena taka zelo pomembna zgradba, ki nakazuje na to. In drugo tako pomembno sporočilo, ki bi ga vam pa rad dal, je pa to, da se približujemo trenutno 400.000 cepljenim z enim odmerkom, kar je zelo lepa številka za Slovenijo. Naprej.
Ja, zdaj, če gremo, moja naloga je danes, da vam na hitro pokažem, kako je v svetu, v Evropi in pri nas. Svet je očitno zašel v nov vrh epidemijski, diši po tem vrhu in verjetno se bo tudi razvil v tej smeri, predvsem zato, ker gre za države tudi južne poloble, kjer se v tem trenutku počasi gredo v zimsko obdobje. Povečanje je tudi v Aziji in v Ameriki in pa Evropa pa le beleži rahel upad. Naprej. Tole je prikaz števila smrti po tednih in lahko vidite, da je število smrti tako v Evropi kot v Aziji in Ameriki poraslo. Verjetno je to posledica teh novih sevov, ki jih se razvijajo v svetu in tudi pri nas so prisotni in verjetno bomo soočeni to tudi v evropskem merilu in tudi pri nas za povečano umrljivostjo, koliko nam ne bo uspelo obvladovati epidemije. Naprej. No, torej število obolelih v svetu se povečuje, R je večji kot 1, kar nam pove, da se število okuženih pridobiva. 14-dnevna incidenca je 134. Še vedno, rad bi poudaril, da smo še vedno v pandemiji oziroma v epidemiji, tudi pri nas, in pa, da so še vedno potrebni zaščitni ukrepi in pa cepljenje. Naprej. Evropska unija smo pred kratkim doživeli en vrh, zdaj v zadnja 2 tedna smo doživeli rahel padec. Lahko je to ena lepa napoved, da se bo situacija v Evropi umirila, ampak je potrebno pogledati naslednje številke na naslednjih grafih. No in če pogledate tule, imamo število na novo okuženih v zadnjih 14 dnevih na 100 tisoč prebivalcev v posamezni državi Evropske unije v 12., 13. in 14. tednu. In vidite, da je 11 držav, to so rdeče puščice, ima povečano število obolelih. In 19 držav ima manjše število obolelih. Med tiste države, ki ima manjše število obolelih, smo tudi Slovenci v tem prikazu. Je pa treba pogledati in se soočati z resnico, da smo 1, 2, 3, 4, 5, 7 od vrha navzdol, kar pomeni, da smo še vedno v dosti hudi epidemični situaciji in vse te aktivnosti, ki jih zdaj izvajamo, sproščene družbe, je potrebno povedati, da to delamo z velikim pogumom in z velikim zaupanjem ljudi, da bodo resnično se držali vseh pravil in norm, ki so na tem področju potrebne, kajti drugače se nam zelo hitro lahko trend obrne navzgor. Naprej. No, če gledamo po številu umrlih, imamo pa Slovenci zelo lepo številko, ampak če gledamo porast v 17 državah, imamo porast števila umrlih in znižano samo v 9 državah. Slovenci sodimo med te države, ki imajo znižano število umrlih v zadnjih 14 dneh na 100 tisoč prebivalcev, kar je lep uspeh in upamo, da bo ta trend tudi še naprej tudi v slovenskem prostoru zdržal. Naprej. No, število na novo okuženih v Evropi se, kot sem že povedal predhodno, se znižuje. R je pod 1, kar je tudi zelo dober podatek. 14-dnevna incidenca je 428, ampak slovenska pa 593 bila včeraj. To se pravi, je dejansko mi smo še vedno bolj obremenjeni, kot je poprečno Evropa obremenjena. Torej sodimo med države z višjo incidenco kot poprečno evropsko. Naprej. No, tule je pa tabela, ki nam pokaže stanje držav v Evropi in vidimo, da ima 14 držav povečano incidenco, to se pravi večje število okuženih na 100 tisoč na 14 dni.
da je R večji od 1 v 15 državah, kar nam lahko kar dost suvereno povemo, da je stanje še zelo nestabilno in se lahko čez noč stvari spremenijo. In samo 7 držav ima slabše rezultate kot Slovenija. Slovenija ima po teh podatkih 3,2% porast v incidenci in ima 6% porast v R-u. To pač nam nakazuje, da nismo, da sicer na prvi pogled in na število dnevnih okuženih se nam kaže lepa slika, ko pa gremo bolj podrobno pogledati, pa stvari niso tako lepe in zato je predvsem velja opozorilo, da nismo v tako stabilnem obdobju, da bi bili lahko brezskrbni. Naprej. Zdaj, če pogledamo sosednje države, vse države, vključno z našo, imajo R v porastu. Torej, nam se nakazuje nek nov zagon, seveda se ga še ne vidi v številkah, ker je to pač z nekoliko zakasnenja. Stanje še vedno zelo neuravnoteženo, najhitrejši pad števila na 100 tisočih ima Madžarska, Hrvaška je prehitela tako Slovenijo kot Madžarsko in je se uvrstila na prvo mesto med sosednjimi državami. Italija in pa Avstrija sta pa na nekakšnem platoju in bomo videli v naslednjih dnevih, tednih, kaj se bo zgodilo. Predvsem bi rad poudaril, da pa reprodukcijsko število je v zadnjih dnevih se obrnilo v vseh državah navzgor, kar ni dober pokazatelj. Naprej. Še to bi rad vam pokazal, 7-dnevno povprečje število umrlih na milijon prebivalcev posamezne države. Tule so države Zahodnega Balkana, vidite, da tu smo zelo suvereno na vrhu, imamo zelo nizko vrednost števila umrlih na 1 milijon prebivalcev. To predvsem kažem zato, ker se mnogokrat v javnosti te številke zlorabljajo in se jih napačno prikazuje. Če mi date še naslednjo. No, tole pa 16, to se pravi države Zahodne Evrope in 16 držav ima slabše, ta indikator slabši, to se pravi ima več mrtvih na 1 milijon, kakor pa Slovenija v tem trenutku v zadnjih 7-dnevnem povprečju. Naprej. No, tole je slajd od kolegov iz inštituta Jožef Štefan. Kaj tole vidimo? Ne? Prvo vidimo, da se nam bo stanje nekje pod 300 ujelo šele 16. junija, kar pomeni, da imamo danes še 2 meseca do takrat, ko bomo prišli na 300 ali manj. Kar pomeni, da moramo seveda v tem času še vedno razumeti, da smo v težki epidemičnem stanju in da moramo se držati pravil, če hočemo imeti odprte tako šole kot druge ustanove, ki smo jih in pa gostinstvo. Rad bi samo opozoril, da je situacija pač taka, da smo se odločili v tem trenutku, da nekatere stvari sprostimo, da pa smo s tem, ko smo sprostili nekatere stvari, smo pa tudi povečali tveganje, da bo se okužba lahko hitreje širila. Kajti število okuženih je predvsem odvisno od števila kontaktov, ki jih okuženi naredi v svojem dnevnem času. Hkrati je pa še zdaj nov dodatek, to pa je, da imamo nevarne seve, ki so bistveno bolj kužni kakor bivši in na ta način seveda še povečujemo nevarnost za okužbo. Naprej. No, zdaj v tem trenutku gremo sicer v Sloveniji navzdol, tudi nam gre navzdol, kar je dobra pot. Zdaj vprašanje je do kdaj. Lahko bomo šli do konca in bomo pred junijem verjetno že končali epidemijo oziroma ta epidemični val. Če pa
bo se zadeve zalomile in bodo ta odprtja, ki smo jih zdaj pogumno izvedli, nam dala tudi stranske efekte, se pa znajo stvari tudi spremeniti in bomo na nekem daljšem nivoju stagnirali, ali bomo pa celo šli navzgor, naprej. To je 7-dnevno povprečje, število potrjenih primerov v Sloveniji po statistični regiji, to je že kolegica prej pokazala. Jaz sem samo hotel obarval zasavsko, ki samo še 0,1 jo loči od rdeče faze. Torej je tudi ta, ta prikaz tukaj kaže, kako krhko ravnoteže imamo in kako se lahko stvari hitro spreminjajo. In seveda te spremembe so odvisne predvsem od nas samih, kako obvladujemo komunikacijo in koliko se gibamo, na kakšen način se gibamo in kako se samozaščitniško obnašamo, in pa predvsem je tudi v zadnjem času pa tudi odvisno od tega, koliko ljudi pocepimo. Naprej. No, tudi to je treba povedati, da niso vse občine enake, da v nekaterih občinah imajo zelo hiter padec števila pozitivnih, v nekaterih drugih pa imamo pa tudi porast števila okuženih. Tako da to je zdaj nekako pokazano, da vidite, da je Slovenija, da ni enobarvna, kot se rado prikaže, rečemo, da so vsi oranžni, pa niso vsi oranžni, občine niso vse oranžne, imamo tudi črne med njimi. Naprej. Odpadne vode, to so en tak naš napovednik za naprej, trenutno nam dobro kaže in upamo, da to res drži, kajti če imamo v 17.4. odpadnih vodah tako koncentracijo, kot se zdaj navaja, tule na tem grafu, pove, da bomo mogoče se še nekaj časa gibali navzdol. Naprej. No, tole je pa nova realnost, to je pač novi sev, britanski sev, in vidite, da ga imajo v Mariboru 56%, v Kopru na čistilni napravi 62%, da ga imajo v Kranju zelo visoko 97%, in torej ta sev zdaj boste videli na naslednji grafik tudi zelo prevladuje v slovenskem prostoru. Naprej. No, potem imamo še število hospitalizacij. Tule vidite različne trende, ki so izračunani seveda po predpostavkah. Trenutno gremo po drugi krivulji od zgoraj, ki je bistveno bolj ugodna kot prva. Prva bi bila, če ne bi naredili lockdowna. To je ta razlika, ki se tule zelo lepo vidi na grafu. Če ne bi naredili lockdowna, bi imeli na vrhu tam okrog 1100 hospitalizacij, no, tako bomo pa prišli morda do 800 do pika. Hospitalizacije se po tej prognozi še bodo povečevale in postelj bomo več imeli zasedenih, ampak glede na to, da smo imeli en dober lockdown, bomo tudi lepo zdrseli potem prej dol, kot bi sicer. Ampak kot vidite, mi bomo imeli še 30. junija še vedno tam po prognozi več kot 200 postelj zasedenih. Naprej. No, pri intenzivnih posteljah je podobno. Tudi tu imamo dober rezultat. Zgleda, da bomo šli po krivulji drugi od zgoraj, kar pomeni, da nam je lockdown zelo veliko koristil, ampak rad bi vas opozoril pa na čisto spodnjo krivuljo. Če bi mi ne imeli britanskega seva, potem bi šli po spodnji krivulji in bi zdaj 5. maja, tam 19. maja praktično že ne imeli več intenzivnih postelj. Ampak ker je prišel v deželo virus britanski sev, imamo seveda zdaj ta problem, da se epidemijski val podaljšuje. In kot vidite, tukaj bomo šele 30. junija nekako prišli na neke zmerne številke od 50 pa tja do 30. Naprej. No, to je ta slika delež zastopanosti različice
B117, to je britanski sev. Vidite, da strmo narašča in da je v tem trenutku že skoraj 90% zastopan med prebivalci. Zdaj ponovno poudarjam, da je to sev, ki je bistveno bolj nalezljiv in torej nimamo več ukrepi, ki smo jih imeli do zdaj, so manj učinkoviti in jih je treba bolj intenzivno zdaj izvajati zato, da zaščitimo samega sebe in naše svojce, zato ker je nalezljivost tega seva bistveno večja. Naprej. Tudi, če gledamo po tednih, ne, od 4. tedna do 14. v tem letu, vidite, da smo v nekaterih, recimo v jugovzhodni regiji, prišli na 100%, v srednjeslovenski smo na 100%, v posavski in tako naprej. Torej, dejansko lahko rečemo, da v tem trenutku angleška različica prevladuje v slovenskem prostoru. Naprej. No, zdaj za konec, ne, bi pa rad povedal to, ker imamo nove seve, ker smo sprostili družbo, ker imamo večje možnosti za komunikacijo in večje možnosti za širitev virusa, so še toliko bolj pomembni ukrepi, ki jih zopet ponavljam. Prvič, ko zbolite, ostanite doma in spoštujte izolacijo in karanteno. Sem že zadnjič rekel, da mene sprašujejo ljudje, če grejo lahko v trgovino, ko so v karanteni. Ne morate iti, ne. Gremo lahko, ne vem kam drugam, ko smo v izolaciji. Ne morate iti, zato ste v izolaciji. Ne. Pomembno je, da se tega držimo, ker če smo bolni in smo nosilci virusa, potem kamorkoli gremo, če se situacija pač v zvezi z zaščito kakorkoli je neustrezna, okužujete dalje. Ne. Potem je vzdrževanje varne razdalje zelo pomembno. Potem je higiena rok, higiena kašlja in kihanja, nošnja maske, predvsem v zaprtih prostorih, takih kot je ta, recimo, ki nima nobenega okna, ne nič, ne. Potem je v zaprtih prostorih je seveda tudi zelo pomembna razdalja. Potem je prezračevanje zaprtih prostorov na 1 uro. Zdaj v takih prostorih, kot je ta, imamo pač air condition, ki to nadomešča okno. Potem imamo preventivno testiranje, aplikacija Ostani zdrav, zelo pomemben epidemiolog, tihi epidemiolog, ki opozarja ljudi in tudi nam zelo pomaga. Potem je cepljenje in pa predvsem tudi solidarnost, ki mora biti v teh težkih časih, to pa lahko vam rečem kot direktor inštituta. Mi spremljamo tudi duševno stanje prebivalstva, izredno potrebujejo ljudje medsebojno pomoč in solidarnost v tem trenutku, ker časi so težki za mnoge in potrebujejo neminovno pomoč naprej. No, zdaj sem se vrnil nazaj k mostovom. Gradite treba te mostove, da bomo lažje reševali vsakodnevne probleme, povezane s COVID-19 in ob tem ne pozabimo na solidarnost in na človečnost in na sobivanje in na vse ljudi, ki potrebujejo pomoč. Hvala lepa. Hvala lepa tudi vam. Je morda kakšno vprašanje? Je. TV Slovenija, lahko zastavite vaše vprašanje. Izvolite. Pozdravljeni, Andreja Gregorič na tej strani. Kako bi torej strnili, v katerem delu 3. vala smo, ali to, če sem vas prav razumela, pomeni, da se konec obeta nekje junija, če bomo nadaljevali s tem trendom. In drugo vprašanje je, kako se bo nadaljevalo cepljenje, ali kdaj lahko cepilni centri pričakujejo nova navodila glede tega, katera prednostna skupina starostna bo naslednja na vrsti, oziroma konkretno vprašanje, se pravi, kdaj naj bi se nadaljevalo cepljenje starih od 50 do 59 let. Hvala. No, v katerem delu krivulje smo, v tem trenutku se kaže, da gremo po krivulji navzdol. To se pravi, da gremo počasi, se nam znižuje.
ampak mi smo bili že dosti krat na tej strani krivulje, pa smo šli navzdol, pa smo se zopet dvignili gor. Torej gre za to, da če bomo zdržali ta tempo, bomo šli počasi dol in bomo junija, tam nekje do konca junija, prav gotovo končali. Ampak te številke, ki sem vam danes kazal, so številke po lockdownu, in so številke, ki so veljale v katerih iz časa, v katerem se je pravzaprav so veljala pravila, ki so bila drugačna, kako so danes naprej oziroma od ponedeljka naprej. Torej, treba je vedeti, da od ponedeljka naprej oziroma že zdaj, že petka, sobote, so razmere drugačne in se bo pokazalo to čez 14 dni, kaj bo in kako bo. Torej, s cepljenjem seveda mi nadaljujemo cepljenje. Jaz sem zdaj tukaj, imam ene številke, da vam povem. Do konca junija bomo dobili 1.637 doz skupaj v celem polletju, plus 263.000 doz od Jensna. Tako da bomo dejansko bomo imeli do konca junija precepljenih 51% prebivalstva. To so zdaj številke. Vkolikor bodo še kakšne dodatne pošiljke, bo stvar samo še boljša. Kako je skupino za 50 in plus? Mi imamo posebno skupino, ki se seveda sestaja redno in bo pravočasno, ko bomo videli, da je situacija na terenu taka, da smo 60 plus pocepili, res v dovolj visoki meri, bomo šli potem na 50 plus. Ampak, če boste šli pogledati na naš spletni portal, boste videli, da v nekaterih regijah niso ravno tako dobri rezultati pri precepljenju starostnikov nad 60 let. Zato je tam treba še veliko več narediti. Predvsem apeliramo mi, da je treba več aktivnega pristopa k starostnikom. Torej, naj spodbujamo cepilne centre in zdravstvene domove, da imajo mobilne ekipe in da grejo aktivno pocepiti ljudi na teren, to se pravi po vaseh, in da, ker marsikdo od starejših je dejansko nemobilen, če nima izpita in tako naprej, zato je treba pač preiti iz pasivnega, ko čakaš v cepilnem centru, v aktiven pristop, to pomeni aktivno hoditi po terenu, aktivno motivacija tudi so strani zdravnikov in zdravnike pa prosim, da se zelo angažirajo pri tem, da kličejo svoje paciente starejše od 60 let in jih pokličejo na cepljenje, jim organizirajo cepljenje, kajti to ste že videli, da sem že parkrat pokazal, da je umrljivost v starostni skupini na 60 let zelo padla v slovenskem prostoru ravno zaradi cepljenja. In tudi tega, kar se nam dogaja zdaj po domovih za ostarele, ko imamo dejansko, praktično smo brez smrti, tam je tudi zelo dober dokaz, da cepljenje je učinkovito, da prepreči smrti. Hvala lepa. Sledi vprašanje časopisa Slovenec. Prosim. Pozdravljeni, doktor Krek, Alenka Gabrovec, časopis Slovenec. Jaz bi vam zastavila malce več vprašanj. Prvo, kar me zanima, prej ste pokazali graf, kako v bistvu se v svetu dviguje število okuženih. Mene pa zanima, ali smo mi tisti, ki capljamo za svetom glede okuženih, ali oni za nami in kdaj se potem pričakuje v Sloveniji novi val. Ne vem, če sem dobro razumela, najprej ste rekli, da se R nekoliko veča, potem kasneje, da se manjša. Torej, se veča ali manjša in glede na to, da ste tudi omenili, da po prvomajskih počitnicah so nova pravila, nova situacija, ali pričakujete povečanje števila okuženih. Omenili ste tudi, da pričakujete do konca junija 51% precepljenost prebivalstva. To so številke glede na dejansko prijavljene ali je tisto, kar je idealna želja, da bi se zgodilo. To pa mislim, da bi bilo to. Hvala. No, če greva čist na cepljenje, torej mi smo sposobni do konca junija pocepiti 51%, to se pravi najmanj 51% prebivalstva. Torej, ampak to je
prebivalstvo, če gledamo na 2 milijona, ne? Če pa gledamo samo tiste, ki pa cepimo, ne? To so cepimo pa tiste, ki so nad 16 let oziroma 18 let, glede na cepivo, tam bi pa imeli potem 63% lahko jih pocepili teh, rečemo, odraslih, ne? To je to. Druga stvar, ste me vprašala, air gor, air dol, v svetu gre air gor, v Evropi gre dol, pri nas gre pa zadnje 2 dni ali 3 dni gor. Ne? Ja, pa vprašala ste me, če sem prav razumel, ali pričakujem po 1. maju, da bo večje število okuženih. Ja, jaz pričakujem. Zdaj ne vem, a bom to zadev, ampak mislim, da se bodo stvari, ko bo efekta lockdowna konec, to bo konec tega tedna, bomo že imeli situacijo, ki smo jo nastavili po 12. aprilu, kjer smo dali dodatne sprostitve. In konec naslednjega tedna bomo imeli rezultate tega tedna od 12. naprej. In pa se začnejo nabirati pa podatki, kakšna bo situacija po, to se pravi, tej soboti, ko začnemo odpirati množično, že od 19. naprej, no, ko smo začeli odpirati vrtove in zdaj sploh, ko bomo začeli bolj široko odpirati turistične kapacitete, hkrati pa se veste, se tudi vstopijo študentje v učni proces, tako da se nekatere stvari še dodatno obremenijo. Tako da je pač moč pričakovati, vkolikor se ne bomo držali tako, kot se je treba, da se nam situacija lahko tudi poslabša. Hvala lepa, sledi vprašanje žurnala 24. Ja, lepo pozdravljeni. Bi se kar navezala na vaš odgovor na vprašanje kolegice glede precepljenosti do konca junija. Rekli ste, da bi lahko dosegli 63%, pa me zanima, mislim, toliko bi bili sposobni cepiti, pa me zanima, ali je tudi tak interes med ljudmi, oziroma ali imate kakšen podatek, kakšen je interes med ljudmi za cepljenje, da se bo lahko dosegla ta več kot 60% precepljenost. Druga stvar, ki pa me zanima, pa je glede cepljenja z AstraZeneco. Bilo je precej zavračanja tega cepiva in bilo je tudi rečeno, da bo pač to cepivo, ki potem ostaja, ponujeno drugim starostnim skupinam. Pa me zanima zdaj, a je kaj okoli tega rešenega. Hvala lepa. Še zadnje vprašanje. AstraZeneca je res nekaj časa ostajala, pa zdaj nimamo več takih zaostankov, tako da trenutno se kar uporablja tudi na cepilnih mestih. Ljudje nekateri ga zavračajo, ampak praviloma ga uporabljajo, tako da ni nekega velikega upada, ali pa da bi se nam pač nabiral v skladišču. Tako da mi mislimo, da se bo AstraZeneca tudi uporabljala naprej. Je pa problem pri AstraZeneca, da ne vemo, koliko nabave, ne. Zdaj, jaz sem vam prej številke govoril samo o Pfizerju, Moderni pa o Janssenu, ne. AstraZeneca še nisem vključil. Vkolikor bo dobava AstraZeneca še naprej vsaj približno taka, kot je bila, bomo pa imeli seveda bistveno večji procent precepljenih, vkolikor bodo ljudje hoteli se cepiti. In mi smo prepričani, da ljudje bodo se, zdaj pa grem na prvo vprašanje, interes ljudi bo seveda velik, zato ker, poglejte, praktično ne boste mogli potovati nikamor, ker boste mogli imeti green pasport, ne, kjer bo noter pisalo, ali ste cepljeni ali niste cepljeni, preboleli ali niste preboleli. In seveda, če boste hoteli kamorkoli potovati, boste mogli biti cepljeni. To je pač prihodnost v tem trenutku in zdaj se samo na evropskem nivoju pač usklajujejo, pod kakšnimi pogoji, pa na kakšen način bomo to uveljavljali. Druga stvar pa tudi ljudje seveda vidijo, naša raziskava, ki jo redno peljamo,
kaže tam od 50 do 60% ljudi permanentno kaže interes do cepljenja. Torej imamo tudi tukaj en dober pokazatelj in pa mislim pa tudi, da se je percepcija cepljenja v slovenskem prostoru počasi spremenila in da ljudje pač zastopijo, da je cepljenje ni samo zaščita samega sebe, ampak tudi svojih svojcev pa družbe kot celote. To je nekaj, kar v tem trenutku, če hočemo imeti razvit turizem, šole in tako naprej, skoraj nuja in brez tega se pač ne da. Hvala lepa. Sporočam mi, da je bilo to zadnje vprašanje. Preverim še enkrat. Tako je, ni več vprašanj. Gospod Krek, okay. Hvala lepa. Še klasično vprašanje z moje strani, morda še kakšno vprašanje? Sporočajo mi, da tudi tokrat ni več vprašanj. Hvala lepa za to vsem za pozornost in vsa vprašanja ter lep pozdrav do jutri. Nasvidenje.